pozdravljeni. Danes nas ponovno čaka nekaj zdravega in nekaj enostavnega. Nekaj, kar bi dejansko moral vsak znati pripraviti. Pripravila bova jajčka. Pač za zajtrk, za kosilo, za glavno obrok, za malco, za vsakodnevno pripravo nekako, no. Tako da, in to bi mogel znati dejansko vsak. Mene je to oče moj naučil prvo stvar delati na štedilnik, tako da jih dejansko obožujem in upam, da jih tudi naš gost obožuje. Jaz predlagam, da pogledava, kaj potrebujemo za pripravo. Torej ne bodo kuhana jajčka, mehko, trdo kuhana, ne bodo pečena jajčka, ampak jajčka malo drugače, jaz bi temu rekel jajčka tako. In z nami bo gost, kater ima jajca... Velike cajones, največji cajones na slovenski hip-hop sceni. Jajca, ampak tako nekako umetniška jajca. Gdje ga povabiti? Zlatko Čordič! In seveda... Zlatko! Kezi! Hello, čau! Dobrodošli v kuhinji. Imam jajca. A imaš rad? Mi dva sva danes, ker ti želiva parirati, ker ti pač ne moreva, ker ti misliš si, da je svet lep, imaš največja jajca, nekaj pa vse. In mi ti dejansko ne moreva parirati, kot da so prinesla zraven ducat jajc. 6. Pravimo 6 ona, ti imaš samo dvoje. Veš kaj, mislim, da takole bom dodal, ne. Iz ene stare hrvaške nadaljevanke. Svako jutro jedno jaje snagu organizmu daje. To je res. To je res. Na najno spletno stran, oziroma našo spletno stran lahko seveda pošiljate vprašanja in to delate zelo lušno, mi da odgovarjamo, vsake toliko časa povejo tudi kaj v oddaji. In ena je bila na temo jajc. Nekdo je vprašal, ali je smotrno ločevati rumenjake in beljake? Jajce je popolno živilo samo, ko ima beljak in rumenjak skupaj. Smotrno je, se pravi, potratno bi bilo ločevati rumenjake posebej, kajti rumenjak je tisti, ki vsebuje največ hranilnih snovi, se pravi, vitaminov, pravih maščob in ki dela jajce. Meni je rekel enkrat moj oče, da pač, ko sem jaz delal takrat v naši cajti, ko smo mi jedali, ne vem... Ko si hodil v fitness, si ločeval... Ko smo jedali, ne vem, 5-6 jajc od enkrat in smo rumenjake vrgli stran in moj oče meni rekel, sine, ti papir ne, pravi, veš kaj me je rekel? Papir poješ, čokolado vržeš. Se pravi, tisto dobro stvar vržeš, kar je dejansko res. In vsekakor se ne bi smeli bati ločevati rumenjako, ker ti komot lahko pojemo, ne glede, ali hujšamo, ali pridobivamo telesno težo, ali imamo probleme s telesno težo, pač lahko komot tedensko pojemo 5 jajc. Kajti eno jajce vsebuje samo 75 kalorij, tako da... 67. Ja, tako da tiste trditve, jajce nikakor ne, ker ti je holesterolna bomba ali kaj podobnega, dejansko ni resno. Jajce kvečemu bolj zbija holesterol, kot pa da ga še povečuje. A boš šati jajčka? Bikova jajca. A si jedel? Nisem še. Nisi? Takrat, ko sem bi mogel jesti bikova jajce, stradil tisti dan, torej rada. Tako da pa niso bila to ta jajca, ki sem naročil. Prej sem omenila, pustimo zdaj jajčka, bomo še celo oddajo govorili o jajčkih, ampak prej sem omenila, da je svet lep. Je to neko utopično razmišljanje, ali dejansko misliš, že je možno, da bi svet bil lep, da bi lahko ljudje bili, ljudje, vsak razumen človek, ko bo pogledal na samo zemljo, ne more reči, da je svet oziroma zemlja, da je grda, a pa da ni pravična, a pa ne kaj, ker svet dejansko, kakor je nastal, Big Bang, kakor pravijo te, ki se je zgodil, se pravi, je to pač te pravijo, tisti, ki so znanstveniki, oni so malo zblojeni, pa pravijo temu Big Bang, ker zmer je nekaj v zaodrju. Ampak hočem povedati, da recimo sam svet, koliko ga pogledaš, je v bistvu dejansko risani raj, ker ga je včasih recimo risal Leonardo da Vinci, a pa te fore, kao neki raje v bistvu rišajo to, kar so videli na zemlji. Se pravi, meni svet kot tak sam, brez umazanih ljudi, koliko so recimo ostali tajkuni, klepar nas doma, ki jim sploh nam delo reklame, sam, kar jih vidim, ki jih srečam in bom pač razložil, kar imam za razložiti in to je to. Se pravi, svet kot sam po sebi je v nula. Samo mi ljudje smo tiste pač ovce oziroma živali, ki ga kvarimo, da potem ni to. Lepo povedano. Ne bomo govorili zdaj v naslednjem prispevku o svetu, bomo pa govorili veliko o glasbi in sicer z nami bo kralj zabavne glasbe, Jasmin Stavros. Pa najviše volim jesti blitvu i ribu.
to je bez toga mi je dan. Ko pravi Dalmatinac, svaki dan mora biti blitva, riba ili lešu ili pečena i povrće. To mi je obavijest. Ja jedem više nego ostali u mojoj kući, nego ja imam dobar raspored konzumiranje hrane. Ja ujutro doručkujem, onda idem na trening, onda se vratim, onda ručam nešto, onda se malo odmorim i navečer malo, skoro ništa ne jedem, malo jedem, tako da to u stvari nije nikakva dijeta. Ja jedem 4-5 puta dnevno, ali to je sve pomalo. To nisu velike količine. Ali dosta sam aktivan, dosta se bavim sportom, kažem, dosta sam uključen u cijelu priču. Ujutro se dignem u 9 sati, ako nisam u teretani, onda trčem, recimo 7-8 km, ili sutra dan vozim biciklu 30 km, tako da i sve što dobijem, ako dobijem, ali sve to je za živanje. Ja pojedem više nego svi moji kući, duplo nego moja supruga ili sin, recimo, ali ja to trošim. Videli smo, kaj ima rad Jasmin Stavros, ki je bil pred dnevi v Ljubljani in je s sabo pripeljal tudi svojega pevskega kolega Dražena Zečiča in 10 srečnežev je lahko z njima uživalo in seveda z našo ekipo. Kot nagrado oddaji Smeha polno skleda v slastni večeri, bili smo v Sorunovem hramu, hrana je bila več kot odlična. Perfektna in res odlična. Jasmin in Jasmin sta poklepetala tudi o bordanju in smučanju, obljubila sta, da se bosta pomerila zelo, zelo kmalu, tako da jaz komaj čakam. Drugače pa še ena izjemno pomembna stvar. Nagradna igra, kjer bomo en par tako podcrklali, naredili jim bomo stilsko preobrazbo. Če boste prišla na namestnajo, pa bojo kula, a? Ja, ne, to nisem mislila, ampak mogoče tudi ne bila slaba ideja. Mislila sem, da bi jih pelali na večerjo in stilsko preobrazili. Lahko pa Zlatko pride zraven, ker je manjkal v Sorunovem hramu. Vsekakor vedno dobrodošel. Zlatko, ti si res manjkal, super je bilo, ampak ti so kar me bolj zanima. Ti si na slovensko glasbeno sceno tako kar priletel, takrat smo rekli, en ful dober freestyler je na sceni, ful obvlada rime, tako znak lepat. Kako sem jaz priletel na glasbeno sceno, kolikor jaz v kuhnjo. Pa jaz pa smo skupaj doživela ne vem kjer nov let. In ker me je takrat vprašal, če se bom jaz zdaj z muziko ukvarjal, a pa da bom njega pa srečal tukaj v kuhinji pod imenom, kako ga vi kličete? Lašef. Lašef. No, mi bi njemu takoj, da vam po resnici pojem rekel, kar Lačef. To je isto nekaj lepega, okusnega, tako da to se dogaja. Ampak ti si se začel ukvarjati, s muziko pa s kuhanjem, ne? Stvari prihajajo tako same od sebe in ti, kolikor si jih vzameš, pol slediš tej poti, oziroma če ti to odgovarja, če to delaš rad, pol ne vidim, zakaj to pač ne bi počel niti recimo jaz, niti on. Mislim, veliko ljudi v Sloveniji, ki delajo stvari, katere jim sploh niso všeč, pa pač to delajo in pa so jezni na te druge, ker jim je recimo nekaj všeč. Ampak v končni fazi pač smo tukaj, kjer smo, tako da to je to. Jaz pa Lačef, to je Dream Team iz Fužin. Aha, jaz sem počutil malo groženo tle, ampak dobro, ne panike. Reperi oziroma hip-hoperi, kakorkoli boje menda drži, znate tudi vsi menda držati ritem. Ja, tudi, bit, valjda, ne vsi, eni ga sploh nimajo, to morate ločiti, recimo, ker rečete vsi reperi, meni je včasih sram, kad mi kdo reče, da sem reper, ker pol, kad pomislim, kdo se vse izdaja za reperje, pol jaz rečem, da jaz to pač recimo nisem, tako da eni imajo ritem, eni ga nimajo. Pa je, da bo Damjan Murko še usmeril se v hip-hop in... Veš, kaj bom rekel, ne? Good luck. Raj ugrizem ta jabolk, kakor da vzamem njegovo ime v usta. Ampak ko smo ravno pri bitu, a si mogel kaj vaditi, ali je to čisto spontano? Lahko imaš to tudi dobiti. Kaj, kad bi si to zdaj malo delal tako? Ja. Pa bi ti se malo za to furil tako, se pravi, dej. Ajde, to. 2, 3. Kar dej. Zlatko je fužinsko zlato. Aha, lepo bomo. Okej, ki meče ribe na plato. Midva mečeva na plato. Samo italijanski želato. Na plato mečeva jaječka. To, da zlato dodiva z majčka. Na plato vrga bova jaječka. Zdaj sem pa že skoraj zmanjkala rim, recimo zato, da Zlatko povabimo kuhno. Pokaj igrajo jaječka. Kaj, super, rej. Niso dobra improvizacija, ampak majčka povabimo. Boš repa tako, ker ne z beatboxa, moram povedati. Malo si najo ti zmedel, pa zaradi tega, veš. Povej ti me, kaj delaš ti dom. Vej,
Čaka ena majčka. Kako dobro so dobri v improvizaciji? Bita. Repanja. Kuhal boljš. Ne. Kako boš kaj repava? Ali rekel bi, majca mi je ful všeč. Kaj pa tole? Sladko, ja. Žoga, cifra. Da, obožuješ fuzbal, pa sva ti dala tukaj, ker si Golden Boy. Zdaj bi se najraje preoblekl, sam bom ta mikrofon, ki ga imam. Mi bomo pa, ti se preobleč, ti pa začni kuhati, prosim, ker je čas za tale jajčka. To je res. Svinsko nejem, to veš, ne? Tamle smo že Mečkan sem, ti sem slanine tam, ne? Ne, slanino, prosim. Kar je, ampak sem odrezal tisto belo. Ja, si odrezal, dobro. Tako da ne bo nič masnega, ne? Narezal si pot, rambo jajčka, seveda, in pa en kup nekih začimb, to bo danes kaj, na hitro. Kari, peteršilj, bazilika, origano, drobnjak, tako da, pa jajca seveda. V bistvu vi temu lahko reče tudi neke vrste kaljak. Sem jaz sama malo pozanimala, da ne bom čisti outsider v današnji vdaji. Medtem, ko bo Laščif poskušal ne zažgati kuhne, te naj vprašam, kaj ti mogoče ješ za zajtrk čez dan, vidim, da imaš rad sadje. To pa res. Najraje jem sadje ali pa jajca. Kot da bi vedela. Tako da, jaz ful ne maram nekaj preveč komplikacij. Nasploh v življenju, še imam pa pri hrani. Jem vse, v bistvu, kar je dobro, nekaj nisem izberčen. Sam, če mi kaj ne paše na moj želodec, pa prosim brez zamere. Zanj sem bil pri eni prijateljici, je ful hudo naredila škampe. Za nov let pa to, veš. In zdaj pazi, bili smo recimo različni ljudje tam. Bil je tam moj prijatelj, producent, bil sem jaz, pa bila sta še ena, dva fanta z bloka. In zdaj mi, ki smo to jedali, vsak imel recimo različne komentarje. Jaz recimo tega sploh nisem hotel probati. Oni so si rekli, ne veš, kaj zamujaš. Jaz sem naj imel tam govedino narezano, sirčka malo, pol olive. In to sem jaz kombiniral. Oni so pa uživali v njem. In zdaj ta moj prijatelj prav, producent, pravi, oj, to je ful dober, sam dokler priješ do tega, rabaš ful cajta, pa od tega se ne moreš ne jest, ne. In pa ona sam pač realno mu je povedala, pravi, jaz sem mislila, da si ti kaj jedel, kaj šel doma. Da se vam tako zagušt. Ampak kaj baziš kaj na zdravje? Na zdravje? Ja, tako. Skušaš približno zdravo. Realno bom tako povedal, jaz mislim, da je smeh pol zdravja, tako da jaz delam na temu. Tudi mi. Fore v temu, da je enostavno, imaš ti športnike, razumeš, celo življenje trenira, pripravljen, spreman, lafa do golovca nazaj, 10 skleč gor, 10 skleč dol, pa prije pa kar naenkrat, ja, ena bakterija se pojavila, ni ga več. In pa tako, ko se človek vpraša, zdaj, koliko da jaz pazim na to, vse pazim, izogibam se recimo ful hitre hrane, samo človek, kakor sem jaz, ki je skozi v elementu, skozi skače sem, skače tja. Jaz ne moram se usedati v restauracijo, pa reči, dajte mi lepo zdaj pripravljati eno juhce. Jaz moram nekaj se pravi na hiter, pa id. In v tem primeru je to recimo najbolj sadje, a pa recimo kakšno, težko je zdaj najdeti pol nekaj še, da bi lahko konkuriral, da bi bilo zdravo, pa da bi bilo... Pa sadje, pa kruh zraven? Kruh ful radim, Bosanci smo itak taki, recimo nasploh, da nič ne moramo jesti brez kruha. Brez kruha. Slo, ko gremo na burek, v sabo vzamemo kruh, žemljico, če nas drugega sestavimo zraven. Mi to žemljo jemo s kruhom, no. To je to. Vsak dan se naučim nekaj novega. To me dobro diši, čez nekaj trenutkov bo pripravljeno. A ti kdaj kaj sam skuhaš, ali ti bolj žena kuha, zdaj ka si proč? A ja. Jaz sem doma, mislim, tako srečo, da vsi dobro kuhajo in vsi radi kuhajo. Tako da oni se skregajo prije kdo, ki skuha. Pa tako, ki mi do kuhinje. A mali znaš že kuhati? Ne, Tamala. Mislim, Tamala znaš kuhati. Ona ne kuha, ona sam recepte piše. Ne govori, ampak piše recepte. O, talena, po oči. A nekaj smo že gli pri pisanju, od kje dobivaš navdih za ta besedila? Kje? Kaj, hodaš ulicom in si sproti izmišljuješ, ali kako, ali te pač res nekaj dotakne, da krvice, da so iz srca? Najbolj enostavno je biti pač v prvi fazi pri vseh teh variantah. Jaz mislim, da tudi, če boste gledali igralce, kakšne recimo stare iz Jugoslavije, recimo Bata Živojinović, ta človek je tudi v realnem življenju bil to, kakor je bil pred kamero. In zaradi tega je imel pač tudi tak power pa to. In enostavno jaz mislim, da je to tudi tako pri muziki. Če si ti pač ti, pa bo dober, ne. Če si pa ti nekdo drug, pa to ne izpade toliko pristno, recimo, kakor bi moglo biti.
Ampak se zavedaš tega, da če bi bil recimo ti v Ameriki, da bi uspel odkole, da bi te ziher povabil že kakšen Dr. Dre pod svoje okrilje, Takole bomo rekli, ki je podobnega. Dosti ljudi zameša ta uspeh. Recimo ljudje v Sloveniji si uspeh predstavljajo, lej ga zdaj Zlatko, tam malo repa, malo je prišel. Zdaj on fura Bentley in podobno, ima hišo. Ampak to niti ni ta uspeh, kjer ga jaz vidim čez moj pogled. Ljudje dostikrat zamešajo in si rečejo, ko bi saj jaz to recimo dobil, da vodam recimo eno oddajo, ko bi saj dobil, da posnamem en film in bom uspel. Ne, to je daleč od uspeha. Samo če je to njim predstavlja uspeh, pa so uspešni. Samo jaz po svojih očeh kot uspeh vidim recimo čist nekaj drugega. Se pravi, to je strpnost, zdrav razum, enakopravnost vsem. Recimo to je zame uspeh. Se pravi, moj dosežek z glasbo, kar jaz želim dosežiti z leti, je to recimo, da bi zmanjšal nasilje. In to bi recimo bil meni uspeh za mene. Koliko pa delaš na tem? Delam na tem, delam dobre tekste, delam resnične tekste, delam pač vse, kar spada zraven. Dobre muzike, dobre družbe in to je to. Deva se mi zdaj preseliti. Mi to bomo postregla čez nekaj trenutkov, tole slastno pojedino, jajčke malo drugače, še predtem pa si vzemimo čas za zdrav duh v zdravem telesu in še za zdravje na kubik. Resnično je zajtrk najpomembnejši obrok v našem dnevu in marsikdo se tega ne zaveda, kar opažam tudi pri nas. Ženske, moški pravijo, zjutraj nimam časa, hitim v službo, vendar tistih 5 minut se vedno najde, da nekaj zaužijemo, da svoj metabolizem ponovno zaženemo po prespani noči, ko telo počiva, zaženemo prebavo, šele takrat se v bistvu sploh naše kalorije tudi začnejo porabljati. In marsikdo, ki hujša, se izogiba zajtrku, vendar to je povsem napačen pristop k zdravemu začetku dneva. Delamo vajo za zadnje stegenske mišice in pa spodnji del hrbta. Pogled je usmerjen naravnost in z vsako nogo naredimo po 15 ponovitev. In pa vaja za naprednejše ali malo težavnejša vaja. Izmenično dvig noge in roke skupaj. Sorry, nisem prej niti sledil dobro. Na hitro mi še enkrat razloži. Najprej se vrga jajca, se pravi, najprej v bistvu najboljše je na kokosov maslo, da prvo povečeš, pogrejaš kokosov maslo, vržeš jajčka, še prej, potem kari, peteršilj, origano, bazilika in pa drobnjak. In še bolj, kakor prej, kaj smo govorili o žemeljcah in kajzercah in podobno, dej si za spremembo enkrat tale polnozrnat kruhek vzeti. Polnozrnat? Ja, bolje hranljiv, več vitaminov, mineralov, in fule bogaten z vlakninami. To je polnozrnat. Sem dosti ne moš videti, sem verjet, Se pravi, jaz sem naredil, ti boš mi zdaj ukradla. Ja, res je. Ne, daj odgovor, kar zdraven dej. Bom jaz to malo, to po svoje malo. Čeprav jaz bi najraje iz tega jedel. Ja, si lahko. Ja, veš. Po domače. Mi ga ponavljati takole servirava kar na kruhek. Ampak to sem mi omenil, da bi bilo fajn, da bi pripravljala recimo Zlatko tu neke zdrave čevape. In ona je tako dala pobudo, da bomo narediti zelenjavne čevape, zelenjavo in to. Zmagal, da to tiš do redu. Dobro, da si mene na svoji strani. Skromen recept za skromnega človeka. Ampak pazi to, a si zamisliš, se pravi zelenjavni čevapi, kako bi to sploh izgledalo? Ona je rekla, da je malo korenčka, malo unga petličana, mislim, braznih bučk in to, hej, tako kar da bi ti iz repa prešel na opero, dej, Zlatko, poj opero, dej, dejmo, dej. No go. No go. Isto ukar, ko no go zelenjavni čevapi, tako da tudi no go tukaj. Jaz bom poskusila. Zlatko in opero. Recept bom skopiral. Si boš pogledal na smeha.polnaskega.com. To je bilo dobro, Kali, poliž mi prste. Jaz mislim, da bo tvoja draga zamerila, tako da pol, ko se kamer gasnejo. Za vse tiste, ki bi radi imeli majčko, moško ali žensko, vaš najljubši bar z vašim imenom, Šokoholik, napišite na našo spletno stran, oziroma pošljite po mailu ali na Facebook, vaš najljubši recept za čokoladno torto. Vidimo se naslednji teden. Imejte se lepo in ne pozabite pogledati vse nagradne igre na naši spletni strani.
Ajde, čau, čau. Eno se pa zdaj. Recept bom skopiral. Če bo